Dobrodošli na našem webinarju o starševskem nadzoru pri uporabi tehnologij, da ali ne. Z vami smo danes Maja Vreča in Benjamin Lesjak. Lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Maja, kako si kaj? V redu. Pa ti, Benjamin? Bova zmogla. Gremo, ja, tako je. Zdaj, ta tema, ki smo danes odprli, očitno je res aktualna, zato ker se nam je prijavilo skoraj 1000 poslušalcev. Jaz še nisem niti se udeležila, niti predavala na webinarju, ker je bilo tako veliko poslušalcev. Skratka, zgleda, da smo s temo zadeli žebljico na glavico. Zdaj, dobili smo tudi cele serije vprašanj. Res ogromno vprašanj, preko 110. Je pa tako, da zdaj imate še vedno možnost postavljati vprašanja in sicer lahko pogledate spodaj pod videom, ki ga gledate, boste videli pasico s tem, kje lahko vprašanja postavite. Če slučajno tega ne vidite, osvežite zaslon. In ta vprašanja bomo zbirali do 18:45 in iz tega bomo pač izbrali nekaj vprašanj, na katera bomo potem na koncu še z Benjaminom odgovorila. Zdaj, ker smo mi v tem času dobili tako veliko vprašanj, žal ne moremo v eni uri odgovoriti na čisto vsa. Fizično je nemogoče, na žalost, ampak mnoga vprašanja so bila taka, ki niso bila čisto iz te tematike in bodo lahko odgovorjena tako ali drugače tudi preko povezav, ki vam jih bomo na koncu tega predavanja dali. Skratka, na koncu webinarja boste dobili tudi orodja, ki najti vse odgovore, na katere ne boste našli odgovore zdaj v tem trenutku. Zdaj pa dajmo kar na začetek. O čem danes govorimo? Govorimo o tem, da je naš tempo življenja postal dejansko res hud in težek. Vsi smo ob res hudih pritiskih. Časovne obveznosti so postale čedalje hujše, v tem času so še hujše, kot že bila. In hkrati so vsi starši v bistvu so pod družbenim pritiskom, da morajo biti popolni starši. V času, ko je to praktično skoraj da postalo na nek način nemogoče. Neredko se pravzaprav vsi počutimo takole, tako zelo preobloženi. In korona je prinesla pravzaprav samo še hujšo situacijo za vse nas. Učilnice samevajo prazne že zelo dolgo časa. Zdaj so na srečo v glavnem otroci spet v šolah, večina njih, ampak skozi celo leto smo mi postali praktično pomožni učitelji. To še dodatno otežuje delo. Vsi smo tudi, kar dosta nas je takih, ki smo delali v doma ali smo bili še pod večjimi pritiski, pa hkrati še pomagali otrokom. Tako da, če vas boli glava od vsega, to ni nenavadno. Jaz mislim, da se to zelo veliko ljudem dogaja. Hkrati pa vsi želimo najboljše za naše otroke. Vsi imamo najboljše namene, vsi želimo, da bi odraščali v varno, v srečne, zadovoljne odrasle ljudi. Hkrati pa ne moramo ves čas sedeti z otrokom, medtem ko je on z računalnikom, medtem ko dela za šolo, na primer. Tako da, ko razmišljamo o tem, se nam kaj rado hitro zgodi, da pravzaprav poskušamo najti nekaj, kar bi nam pomagalo pri tem, kaj otroci delajo, kako vedeti, ali so zašli na neprave strani ali kaj podobnega, ali so preveč na internetu in podobno. Tako da zelo zlahka si rečemo, saj obstaja pa cel kup nekih programov in aplikacij, ki jih lahko uporabimo, ampak tukaj se pa izkaže, da je to lahko dvorezen meč. Napačna uporaba teh tehnologij lahko otroke pravzaprav še po svoje dodatno ogrozi. Lahko jim ogrozi njihova zasebnost in zelo nevarno je, da pravzaprav mi dobimo tisto občutek, da zdaj pa varen, in se ne pogovarjamo več dovolj o tem zelo pomembnem delu njihovega življenja. In tole danes žal ne more biti delavnica. Zelo veliko vaših vprašanj je bilo takih, kateri program naj nabavim, kje ga dobim, kje nastavim to, kje nastavim to, kje naj kliknem, kako naj nastavim in to je to. Mi vam teh odgovorov ne moremo dati. Ne moremo niti priporočiti nekega konkretnega orodja in to ne more biti komercialno predavanje v smislu, kupite to, mi vam bomo samo zaračunali. Mi moramo biti objektivni,
Pomagali vam bomo, kje vi iščete, recimo, kje imate možnosti najti neke primerjave med različnimi programi. Žal pa jih je velik del teh že nekoliko starejših in so že nekatere tudi zastarele. Tako da, poleg tega obstaja res velika količina teh aplikacij za nadzor otrok, od takih, ki so vsebinski filtri, časovni filtri, taki, ki kombinirajo vse. Potem obstajajo posebne naprave, specializirane pametne ure in tako naprej. Skratka, tega je res, res veliko, nepregledno veliko skoraj. Da. Zdaj pa, zelo veliko izmed teh oziroma aplikacij je tudi filtrov vsebin za omejevanje dostopa do določenih aplikacij in starejši otroci to običajno kar hitro zaobidejo, ne? Kot pravzaprav nam lahko pojasni tudi tole vprašanje, ne? Kaj tlele pravi. Sama imam aplikacijo za starševski nadzor, žal z aplikacijo za starševski nadzor, žal bo slabi izkušnje, saj sta obe ustrezno delovali le krajši čas, prednji najstniški sin uspel zaobiti sistem teh aplikacij. Ali bi lahko priporočili katero aplikacijo, ki preverjeno deluje tudi na bolj iznajdljive najstnike? Odgovor je ne, ne obstaja. Če ne računajte na to, da je to možno. Skratka, samo vprašanje nam pravzaprav ilustrira. Ne? In kaj je zdaj tukaj odgovor? Sinu se ste morali pogovarjati, mu pojasniti, da ste dobro mislili s to aplikacijo, da to ni bilo nekaj, kot je on verjetno dojel kot neko napad na njegovo zasebnost. To pogosto otroci tako dojamejo, predvsem najstniki. Skratka, pogovorite se z njim, razložite jim, kaj je vaš namen in pridobite nazaj njegovo zaupanje. Začetku verjetno nezaupljiv zaradi tega, ker s tem, ko ste vztrajali pri takih aplikacijah, ste ga pravzaprav izzvali na nek način. Zdaj pa edino zares zanesljivo filtriranje vsebin in dostopa do različnih spletnih mest in podobnega je tako, da ga nastavimo na routerju oziroma na usmerjevalniku vašega omrežja doma. Skratka, če bi doma želeli to narediti, lahko to naredite na usmerjevalniku, ampak za celo družino. Ne morete zanesljivega recimo narediti tazga filtriranja samo za posameznega, takega, ki bi se ga ne dalo zaobiti. Kar pa je pomembno, so pa časovne omejitve. Izredno pomembne so. Skratka, meje pri uporabi naprav je treba nujno postaviti. Nujno postaviti tudi zaradi tega, ker je zelo veliko internetnih aplikacij in vsebin dejansko zasvojljivih. Narejene so tako, da zasvojijo in otroke in odrasle. Skratka, tudi mi smo tisti, ki smo, tako kot tukaj le kaže, kar izpostavljeni lahko tem. Skratka, otroke je treba spodbujati, da vsebine delijo z vami, se pogovarjati z njimi, naj vam povedo, če jih kaj muči, bodite z njimi in ne jim grozi, da jim boste ukinili internet. Z njimi se morate pogovarjati o tem online svetu, v katerem živijo. To je izredno pomembno. Redno pogovarjati in se dogovoriti nekatere reči. Benjamin bo več o tem povedal v kasnejšem delu. In tudi redno preverjati spoštovanje dogovorov. Če pa otrok naleti na vsebine, ki se vam zdijo neprimerne, če boste imeli odprto komunikacijo z njim, vam bo to gotovo povedal. Pogovarjate se z njim in bo razumel, zakaj vi ne želite, da si ogledujete vsebine. Pogosto jih ne poišče otrok niti sam, ampak mu jih nekdo drug pokaže. Tukaj imam pa še eno vprašanje, ne? Ki je ravno tako ilustrativno. Ne? Pravi, ali je prav, da smo otroku odvzeli vse elektronske naprave? Žal, to ni dobra rešitev. Prepoved dostopa do interneta in odvzem naprav pravzaprav za otroke pomeni neke vrste socialno izolacijo. Oni se počutijo, kot da ne morejo več normalno komunicirati z ostalimi vrstniki, celo če se v živo dobivajo, ker je to nek normalen način, ki ga oni uporabljajo kot komunikacijo. Skratka, ne jim groziti z odvzemom naprave in ne dejansko tudi izvajati odvzema naprave, ker s tem izgubite tisti stik. Otrok vam ne bo zaupal na tem področju. Vi pa želite, da vam on pove, če se kaj nenavadnega dogaja, neprijetnega. Skratka, ohranite ta stik. Zdaj pa Benjamin, oder je tvoj. Super. Najlepša hvala, Maja. Torej,
vedno, ko jaz imam tudi kar nekaj predavanj za starše, v tistem predkoronskem času, ko smo se srečavali po posameznih šolah, jaz vedno opozorim drage starše in tudi sebe, vedno, ko predavam znova in znova te vsebine, kakšni uporabniki informacijske tehnologije smo pravzaprav mi sami. Se pravi, kak zgled dajemo našim otrokom. In zdaj seveda v tistem koronskem času se je pogosto dogajalo, da so naši, se pravi, dinamika v družini je bila pogosto zelo razsuta, če lahko tako rečem. Mi smo delali doma, otroci so se igrali in delali, bili v vrtcu in hkrati v šoli in včasih so bile res pri situacije, v katerih so se znašle posamezne družine, so bile res prav zastrašujoče. Še posebej, če so bili to tisti primeri, ko recimo, da ste bili utesnjeni v nekem manjšem prostoru in da ni šlo naprej. To so bile neke izredne razmere. Ko se bojo, oziroma ko se zdaj vse zadeve bolj ali manj umirjajo, oziroma ko imamo relativno, recimo jaz sam sem oče dvoletnice oziroma skoraj dvoletnice in skoraj 7-letnika, zdaj jih imamo oba seveda od 8 pa recimo do 16 ure v neki instituciji, če lahko tako rečem, je veliko lažje, ker lahko jaz normalno delam, tudi če delam od doma in tako naprej, ampak vseeno ne smemo pozabiti, če mogoče pogledamo te primere, ko pridem domov, si naredim neko malico in seveda dam mogoče še mojemu tamalemu nekaj za pojesti, sam pa dam na mizo telefon in uporabljam telefon, enako naredi to moja žena in enako se potem ta dinamika nadaljuje, tudi ko greva zvečer spat z ženo. Vidite, a ne? In vsa celotna dinamika v neki družini je potem skoncentrirana okrog ene take neke naprave, ki ima nek zaslon, in jaz mislim, da to je skrajno neprimerno, zaradi tega, ker nas otroci potem ves čas gledajo, ves čas nas oponašajo in potem jaz vidim nekatere starše, ko rečejo, ali poglej, že ne vem, enoletna punčka pa že zna, kliče po telefonu in dviguje to roko in tišči razne predmete v ušesu, ker oponaša starše. Nam se zdi to včasih smešno, meni se zdi zastrašujoče, ker se mi zdi tako nenaraven gib na tistem 2-letnem oziroma 1-letnem otroku, da sem včasih kar zaprepaden. In moram priznati, da se včasih raje kar skrijem. Če imam popoldan, ko so že otroci doma, če imam še kak službeni klic, raje grem malo stran ali na hodnik ali včasih celo na WC, da ne dajem tega vtisa, da sem jaz dobesedno poročen z nekim telefonom, z neko tako napravo. In seveda, zaradi tega pa moramo vzpostaviti znotraj naše familije domače, se pravi, ko uporabljamo domače naprave z raznimi zasloni, moramo določiti neka pravila uporabe. Zdaj, ta pravila uporabe jih poskušamo vam dopovedovati preko najrazličnejših predavanj oziroma preko najrazličnejših spletnih strani in to boste lahko na koncu tudi videli vse te vsebine, ko jih bomo zvrstili. Recimo tak primer, nikoli ne damo teh pametnih naprav na mizo, se pravi, ko jemo, a ne. Nadalje, zvečer v postelji tudi nikoli nimamo teh naprav, zaradi tega, ker to so neke tisti osnovna načela nekega nadzora nad temi napravami, ki imajo zaslon. Se pravi, govorimo o telefonih, govorimo o tablicah, govorimo o računalnikih in nenazadnje govorimo tudi o televizorjih. Recimo, taki najbolj tipični primeri, ali je fajn imeti v ozadju, recimo, ko imamo popoldansko malico ali pa večerjo, vklopljen še televizijski ekran, pa se tam še nekaj vrti. Jaz mislim, da ne, ker niste pri stvari, ker potem imate ves čas otroci nekje nek brum in se ne morejo osredotočiti na hrano, se ne morejo osredotočiti na recimo neko medsebojno komunikacijo. In ko govorimo o nadzoru, morate razmišljati, da je nadzor pravzaprav tak nadzor. Nadzor nad tem, kdaj se kaj vklaplja, izklaplja, ne nad tem, kako otrok uporablja neko napravo, se pravi, ko jo že začne uporabljati. Razumete, ta miselni preskok, ki ga moramo uporabiti, ko govorimo o nadzoru nekih naprav. Seveda, če pa pogledamo še neke druge naprave, ki jih uporabljamo doma, recimo neke pametne ure, nadalje neke pametne robotske sesalnike, pametne televizorje,
nenazadnje pametne štedilnike, pralne stroje, ogrevalne sisteme in tako dalje in tako dalje. In dejansko celotna pametna hiša je ena velika naprava. Od raznih videokamer do raznih nekih alarmnih sistemov in tako dalje, rolet, vklapljanje, izklapljanje nekih luči. Glejte, to so vse neke pametne naprave, ki za sabo potegnejo neko odgovornost vas kot lastnikov nekih domov, nekih stanovanj in se morate zavedati, da če želite recimo vi z neko kamero nadzorovati svoj dom, svoje notranje prostore, recimo svoje otroke, samo malo prebrskajte novice, kako so posamezniki vdirali v neke take domače, preproste kamere in so poleg staršev še oni pogledali, kaj počne njihov otrok. In take kamere so včasih opremljene tudi z zvočnikom in so potem otroku, ne vem, tam 4-5 let dali navodila, da naj, ne vem, razmeče celotno stanovanje oziroma celotno svojo sobo, da naj ne poriše stene. In v nekem trenutku je bil ukaz iz kamere nekega popolnoma neznanega moškega, da naj se otrok sleče. Tukaj se pa začnemo spraševati, a je ta nadzor, ki ga želimo imeti nad otrokom, kaj dela v sobi, še ustrezen, ko pravzaprav odpiramo dom, se pravi tisto naše svetišče, če lahko tako rečem, kjer smo mi družina, se pravi ta najožji družinski člani med sabo in ga odpremo kar z nakupom neke take neke pametne naprave oziroma neke kamere širšim nekim celo nepridipravom oziroma tistim, ki lahko potem zlorabijo našega otroka. Se pravi, ne se hecati in misliti, da s tem, ko odpremo vrata tem novodobnim tehnologijam, da smo zdaj pa rešili problem. Sej dejstvo je, da po eni strani imamo malo olajšano, se pravi, imamo možnost pogledati, kaj se kje dogaja, ampak ali je res to ustrezna cena, da bodo potem nekdo drug prišel do teh podatkov, oziroma da nam bodo prevzeli našo hišo, boste imeli potem poleti za ogrevanje ful veliko toka, zaradi tega, ker je nekdo ful velik račun za elektriko, zaradi tega, ker je nekdo pač vdrl vaš sistem za ogrevanje in vam je ta čas, ko ste bili na dopustu, vklopil vašo pečico ali pa vaše radiatorje. Dajte malo razmišljati o tem, kako nadzorovati otroke. Ampak, kot rečeno, tisto glavno vprašanje današnjega seminarja je, ali naj starši sploh nadzorujemo otroke pri uporabi tehnologij. Seveda je, odgovor je pritrdilen, ravno zaradi tega, ker, kot rečeno, imamo ogromno naprav, od televizorjev, ki jih otroci uporabljajo, od nekih igric, takih drugačnih tablic, računalnik, nenazadnje otroku damo pametno uro in želimo, da bi ga nekako na tak način nadzorovali. Ampak mislim, da ko izbiramo način, na kak način bom jaz otroka nadzoroval, dajte razmišljati o tem, kaj sem tukaj zapisal. Ravno to sva z mojim dobrim kolegom, prijateljem, sva danes debatirala o tem, on je oče 4 otrok, eni so že skoraj da polnoletni, drugi so tam nekje še ne najstniki, in sva debatirali in sva prišla do teh 2 stavkov. Nisem otrokov prijatelj, da bi se imeli fajn, pa zabavali, pa super, kak je fajn. Niti nisem otrokov ječar, da bi ga vklenil, zaprl, nadziral, mu dal zapestnico, kot jo imajo zaporniki. Jaz sem otrokov starš. In kaj pomeni, da si ti otrokov starš? To pomeni, da ga moraš pripraviti na samostojno življenje. Če se bomo pri tem fajn imeli, super, bo prijateljsko, bo super, fajn, ampak ti ga moraš pripraviti na samostojno življenje. To je tvoja glavna naloga. In to samostojno življenje, ti ga boš pripravil v tistem trenutku, ko mu boš postavil meje in mu boš povedal, to je prav, to pa je narobe, tega pa ne smeš narediti, zaradi tega, ker on mora pri tebi kot staršu trčiti ob to mejo. Ker če bo trčil na to mejo nekje na ulici, tam bo, grdo rečeno, dobil po piksni, ne bo pripravljen, ali pa bo zabredel nekam drugam, bo pač šlo vse po svoje nekam, neko čudno zgodbo. Dajte pripravljati otroke na samostojno življenje in s tem, ko jih boste nadzirali, vprašanje, če jih boste res
pripravljeni na to samostojno življenje, ker nas tudi ne nadzira. Ne? Mi kot odrasli, recimo, jaz mislim, da jaz se ne bi pustil kaj tak nadzirati. Ne? Če pogledamo naprej, čisto gledam to, da sem pravnik, kaj je to starševska skrb iz družinskega zakonika? Starševska skrb je celota obveznosti in pravic staršev, da v skladu s svojimi zmožnostmi ustvarimo razmere, v katerih bo zagotovljen celovit otrokov razvoj. Zdaj, jaz moram pomagati otroku na najrazličnejše primere, točno toliko, koliko mi je možno, koliko mi je dano preko mojih zmožnosti, da jih moram varovati, negovati, da jih moram vzgajati, omogočati jim zdravo rast, osebnostni razvoj jim moram omogočati, jih usposobiti za to samostojno življenje in delo. Moram preživljati svoje otroke, moram dati neka sredstva, jih moram po vseh svojih močeh moram poskrbeti za njihove šolanje in njihovo izobrazbo, spodbujati njihove sposobnosti, nagnjenja, želje. In seveda, to so pa potem najhujši primeri, ko nek starš zanemari starševsko skrb, ko lahko pristojni organ to omeji, to starševsko skrb in odzame starševsko skrb enemu ali obema od staršev pod pogoji, ki jih seveda določa ta družinski zakonik. To so res skrajni primeri. Jaz sicer še ne poznam v realnosti primerov, ko bi nekdo od staršev, ki prekomerno svojemu otroku tišči neke naprave in ga na tak, preko nekih, ne vem, preko neke tehnologije silil nek tak čuden otrok, ne zagotavlja tega celovitega otrokovega razvoja. Ampak jaz sem prepričan, da bodo strokovnjaki in raziskovalci na tem področju čez nekaj let ugotavljali, kaj smo mogoče nekaj narobe delali, ko smo dopuščali otrokom, da so tudi pri najrosnejših letih, tam pred 2 letoma, ko po teh smernicah se ne priporoča izpostavljenosti zaslonom in mi smo jih pa izpostavljali. Ne? Vse bo pokazalo, da je šlo mogoče nekaj narobe. In če gremo naprej pogledati, zdaj kako pa nadzorovati otroka? Seveda, kot rečeno, nadzorovati ga ne na tak način, prosim, da bi ga lahko nadzorovali z neko aplikacijo. Ker v takem primeru se po mojem otrok počuti dobesedno kot zapornik, ne? Ker ti ga nadzoruješ, ti ga imaš pač zaprtega, samo to in to smeš, nič kaj drugega ne. Otrok more, ker jim bo vedno preizkušal meje. Zdaj, kako mislite, da se otrok nauči peči palačinke? Kam mu date aplikacijo, ali mu nastavite, kaj naj naredi, ne? Uporaba tehnologije je zgolj ena izmed veščin, ki jo mora vaš otrok pač spoznati. In zdaj, ko boste pekli palačinke, seveda vse bo upekel, bo imel probleme, seveda morate pri tem paziti, ne boste mu rekli, ajde speči palačinke, pa kar bo. Jaz si ne predstavljam, ampak recimo moja 2-letna hčerka pač je zraven pri štedilniku. Enkrat se je malo upekla in točno ve, da tam pač ne sme iti zraven, zato tega, ker nadzirano je dobila izkušnjo, neko negativno izkušnjo in se pazi, tam ne bo šla te vroče, rdeče plate se dotikati, ne? Je nekaj normalnega. In zato ni aplikacija, je izkustvo. In izkustvo preko nadzora, ko bom jaz točno omejil, ja, tule lahko delaš, kar hočeš, to ne bo ustrezno. In ravno te aplikacije za nadzor, ki nam omogočajo pravzaprav to, da ustvarimo nek varno cono za otroka in on tam dela, kar hoče, pravzaprav ne izvajamo te naše starševske skrbi, ko ga moramo pripraviti na samostojno življenje, ko mora trčiti ob neko mejo. Običajno otrok trči ob to mejo, tisto, ko si Maja prej omenila, karkoli, mislim, sem namestila neko aplikacijo za moje najstnike, ampak je delovala le kar tek čas, ker so tako pogruntali, kaj treba narediti za to, da bojo obšli to mejo, ki mi jo je mama postavila. Se pravi, to je napačen način preizkušanja, kje so meje moje sposobnosti, kje so meje, do katere lahko otrok nekaj uporablja, kaj je dopustno, kaj je nedopustno, kaj se sme, česa se ne sme, kaj je lepo, kaj je grdo, kaj se priporoča. Se pravi, vse te aplikacije, sicer moram priznati, v tistih najrosnejših letih, recimo tam prva triada, ko se otroci še pravzaprav privajajo in počasi začenjajo že z parimi kliki samostojno uporabljati
neke, recimo YouTube, iskati neke risanke. V tistih primerih, recimo, je priporočljivo, da vi vklopite na nekem računu, ki ga otrok, ko on poskuša poiskati neko vsebino, da vklopite te nastavitve, da se ne prikazujejo stvari, ki so namenjene starejšim, se pravi več kot 18 let. Ampak jaz, lastna izkušnja, recimo, ko smo s sinom enkrat v neki priložnosti, smo pač gledali malo te risanke in od začetka je izgledala čisto lepa risanka, super, vse lepo in prav, v nekem trenutku pade neka pošast, tuf, in ta mal je bil zaprepaden, čisto fertik. Kaj zdaj to? Kaj je bila tista pošast? In smo kar nekaj časa mogli porabili, da sem pojasnil, kaj je narobe, kako, zakaj je tista pošast, ker pač ni bila primerna risanka za njega. Ne. In zdaj, seveda, mi tudi doma uporabljamo vse, tablico, telefon, ampak nekako smo uspeli zdaj nekako to strašno željo po igranju igrc, po gledanju nekih risank smo uspeli nekako omejiti na tiste neke varne časovne razmere in na varne neke vsebine. Zelo pomembno je to. Če mogoče se vrnem malo še nazaj, kako vzpostaviti ta nadzor. Eno stvar vam še moram povedati. Namreč, sama odgovornost, ki jo vi kot starši, če lahko Maja klikneš, prosim, sama odgovornost... Poskušam, pa ne gre naprej. Ja, moraš klikniti na, pa še enkrat, mogoče pa bo šlo. Prav ne vidim, vse grejo naprej. Aha, ok. Gre, super. Ne vem, zakaj. Hvala. Torej, odgovornost, ki jo ima starš za otrokov razvoj in za skrb za njegov dobrobit, se pravi, da je otrok v nekem zdravem okolju, starš ne more, ne sme preložiti te odgovornosti za dejanja, ki jih dela otrok, se pravi, kjer otrok vstopa s tehnologijo v neke druge svetove, dejansko realne svetove, v neke interakcije z svojimi sošolci, učitelji, ostalimi odraslimi in tako dalje. Vi te odgovornosti ne morete prenesti na neko aplikacijo ali pa nek filter in se zgovarjati, filter spet ni deloval, spet mi je pogledal to, spet je nekaj čudnega napisal, spet je uporabljal to. Ne, tega žal ne morete. In čisto na hitro, par pravnih zadev, do 14. leta sicer otrok ni kazensko odgovoren, ko je 14 let star, lahko tudi on stori kaznivo dejanje, sicer po posebnem postopku, in potem se to tretira preko sodišč, pa centra za socialno delo in tako naprej. Kar se pa tiče odškodninske odgovornosti, tam pa morate biti pazljivi, ker če upoštevamo ta leta, do konca 6. leta, karkoli vaš otrok naredi, ali v vrtcu, ali doma, ali na internetu, ali na dvorišču, kakršnokoli škodo povzroči, potem boste morali vi to plačati. Od 7. do 13. leta nekako skupaj starši in otroci, če je otrok zmožen razsojati, odgovarjajo. Z dopolnjenimi 14 leti pa načeloma otrok tudi odgovarja za vso to škodo, ki jo povzroči tudi on na internetu. Se pravi, vi, ki imate tam 9-šolce, včasih že 8-šolce, dajte biti pazljivi, bo vaš otrok moral plačati. Seveda, če nima sredstev, boste morali vi plačati za povzročeno škodo, praktično od tam do 18. leta. Morate pa biti pazljivi, zakaj je ta institut delne poslovne sposobnosti, ki jo pridobi vaš otrok s 15 leti. S 15 leti se lahko zaposli, sklene zakonsko zvezo in se pripravlja na to 18. leto, ko bo postal res polnoleten občan. In takrat, ko bo postal polnoleten občan oziroma polnoleten državljan, ste ga vi pravzaprav še dolžni nekje do 26. leta vzdrževati, če se redno šolo, v nasprotnem primeru pač ne bo šlo. In zdaj tule, ko govorimo o kazenski in odškodninski odgovornosti, mogoče ena taka res pomembna opomba, recimo pametne ure. Pametne ure, ki jih kupujejo starši svojim otrokom, seveda so super, a ne? In omogočajo ogromno nekih možnosti. Med drugim imajo te pametne ure tudi neke mikrofone. In zdaj, ko ima ta otrok, vaš otrok, pametno uro v šoli, kaj se zgodi? In seveda posluša, vi ste nekje v službi, poslušate, kaj se dogaja, grem poslušati, kaj dela moj otrok v 3., 4. razredu in vklopite mikrofon. Kaj povzročite? Če Maja klikneš, v bistvu neupravičeno s posebnimi napravami prisluškujete pogovoru ali izjavi. In to bi lahko bilo celo kaznivo dejanje. Ker vam ta učitelj
vam ni dopustil, da vi prisluškujete ali da celo snemate tak razgovor. Zdaj, čisto drugo je, ko gre za neka protipravna dejanja in na tak način poskušate to dokazati, ampak načeloma to se ne dela. To je vdor v zasebnost učitelja in neko avtonomijo, ki jo ima učitelj, ko izvaja pouk. In seveda podobno se nam potem kar hitro vprašamo, kaj je z nekim izvajanjem pouka nadaljavo. Ko recimo se vklopi kamera doma, načeloma, zdaj ne bomo šli v detajle, ampak tule bi predvsem na eno stvar opozoril. Nadzor nad otrokom ali opravlja neke obveznosti, dajte se to pogovarjati z otrokom. Če imate kakršnokoli vprašanje, dajte potem vprašati učitelja, dajte ga vprašati, ne pa vi nadzirati delo učitelja tako, da se neposredno vključite v videokonferenco in potem skupaj z ostalimi otroci debatirate pri pouku. To je nedopustno, ne. Če vam ima učitelj kaj zapovedati, vam bo zagotovo povedal. Mogoče, če gremo naprej, ena stvar je še zelo pomembna. Ena oblika nadzora je zagotovo tudi, da uporabljate starostne omejitve oziroma da upoštevate starostne omejitve, ki so predvidene s posamezno aplikacijo. Kar nekaj vprašanj je bilo z vaše strani, kaj zdaj, kdaj lahko uporablja moj otrok katero od aplikacij, je dopustno uporabljati. Torej, ko jo vi uporabljate in otroka navajate in on pogleda skupaj z vami, recimo nek Twitter, nek Skype, Minecraft in tako dalje, ampak načeloma za samostojno rabo imamo številko 13. In kaj narediti zdaj, tam, ko je mlajši od 13 let, ja, pač ne gre razložiti, le kršiš zakon, kršiš nekaj pogojev uporabe, ki so jih predvideli ti ponudniki. Pa še en nadzor moram omeniti, in sicer govorimo o nadzoru vsebin. Predvsem za mlajše otroke. Dajte biti urednik vsebin za vašega otroka. Dajte vi izbrati te igre, videe, programe, ki jih bo uporabil, in dajte najprej sami preveriti. Dajte mogoče kak film pogledati ali pa prebrati kako oceno, a je primerno ali ni primerno. Dajte se potem pogovarjati o teh vsebinah, ki jih otroci vidijo. Recimo mi, v večini primerov, kar mi gledamo, malo če lahko klikneš, mi gledamo vsebine, ki so uredniško oblikovane na RTV SLO.si. Tukaj skoraj da ne moremo kaj faliti, ne. Tam, ko kliknete RTV SLO, televizija v živo in kliknete otroci, glejte, ne bo problema. Boste dobili res v redu naštimane vsebine, ki so primerne za vašega otroka. In mi to redno gledamo, predvsem za mlajše. Zdaj, pri starejših so lahko problemi. In če imate kakršnokoli vprašanje, lahko vedno ga zastavite na Common Sense Media in se pozanimate, kaj je zdaj ta film, a je primeren, ni primeren. In res vam polagam na srce, ne se zanašati na aplikacije, dajte raje bolj s pogovorom z temi vsebinami se dotakniti otroka, pa z nekim zaupanjem potem uporabljati tehnologijo skupaj z njim. Več pa mislim, da boš, Maja, govorila o vsebinah ravnokar. Ja. Zdaj, jaz bom govorila pa zdaj o drugih vsebinah. Tukaj bom zdaj govorila o vsebinah, ki jih noben filter ne bo sfiltriral vsebinski. To je namreč tista ključna zadeva, da se zavedate. Otroci, ki so sami na internetu, manjši ali večji, brez tega, da bi vedeli vi, s čemu so izpostavljeni, so lahko izpostavljeni zelo neprijetnim vsebinam. Lahko so recimo izpostavljeni vsebinam, ki jih ogrožajo resno. Vsebinam, ki spodbujajo anoreksijo, bulimijo, samomorilnost, samopoškodovanje. To so vsebine, ki jih noben filter ne bo odstranil. Tudi če bo kakšno izmed teh, dejansko do večine vsebin bodo otroci imeli dostop, in to so vsebine, ki dejansko otroke odpeljejo v zelo, zelo neprijetne vode. Naslednja zadeva so zelo nevarni izzivi. Otroci so ljubitelji izzivov vseh vrst in zlasti v zadnjem letu se je zelo razširilo to pač izvajanje internetnih izzivov. Zdaj v času korone je šlo to res čez vse meje. Večina teh izzivov je pravzaprav benignih, večina. Ampak vmes so pa izzivi, ki so izjemno nevarni. Gre za izzive te vrste, Recimo v januarja je v Italiji na jugu umrla 10-letna deklica, ki se je igrala pač enega izmed teh izzivov, sama doma v kopalnici. Šla se je izziv z dušenjem, padla v nezavest in verjetno se pač poškodovala se do te mere pri padcu, da je
da je umrla, ne? Našla je njena mlajša sestrica. Taki izzivi so se tudi prej dogajali v živo. Ampak, če se taki izzivi dogajajo tako, da je to v skupini, potem skupina ne dopusti, da se otroku nekaj takega zgodi, ga ustavijo prej. Če pa to dela sam, nekje v svoji sobi, nekje v kopalnici, se pa lahko taki tragični dogodki dogajajo, neprijetno res. Ena zadeva, ki jo otroci in mladi najbolj izpostavljajo kot problematiko interneta, kot nekaj, kar tudi oni vidijo kot problem, je pa nasilje in nadlegovanje. Otroci so zelo pogosto ali tarče nasilja, ali pa so samo nekdo, ki to vidi, ne? Skratka, zelo velikokrat naletijo na neko nasilje, seveda nekateri med njimi so tudi tisti, ki nasilje izvajajo, ne? Ampak do tega nasilja lahko pride prav tako, bi človek rekel, brez kakršnega koli resnega razloga. Mislim, prav res, da običajno so tarče nasilja otroci, ki so že sicer nekoliko bolj občutljivi, izpostavljeni kaj podobnega. Včasih pa ne. Recimo tole so izjave in komentarji pod enim videom, ki ga je pač neka deklica lani posnela na TikToku, mislim, res banalen pač video. In punčka je mičkeno bolj okrogla. Dobila je 1000 in več komentarjev, med katerimi so bili grozljivi, ne? Recimo, debelo si padi v depro, prosim, in si zbriši TikTok. Ali pa zbriši TikTok in shujši, ali se pa ubij. Grozljivo. Otroci se ne zavedajo, kako daleč gredo, ker so pač na spletu veliko bolj nekako sproščeni in občutek imajo, da so anonimni. Se odrasli, nažalost, smo podobni, ne? Tako da, absolutno, ne, te zadeve ne morejo biti otroške varuške. Pediatri poudarjajo, da do dopolnjenih 2 let starosti naj otrok sploh ne bi bil izpostavljen nobenim zaslonom, vključno s televizijo. In kasneje pa počasi in previdno. In zdaj, če vi uporabite aplikacije, ki vam pri tem pomagajo, bodite pa izredno pozorni. To, kar sem na začetku opozorila, da vi lahko z aplikacijami celo izpostavite svojega otroka. Če vi uporabljate aplikacije ali pa pametne ure in take reči, ne, kjer se podatki o vašem otroku hranijo na nekih oddaljenih strežnikih, za katere sploh ne veste, kje so. V Rusiji, na Kitajskem, v ZDA, v Burundiju ne veste. Ne veste mogoče, kdo z njimi upravlja. Skratka, vse te zadeve morate vi pogledati. Morate pogledati, a gre za varen prenos podatkov, ali gre za kriptiran prenos podatkov na strežnik, kjer se te zadeve hranijo. Kdo lahko do tega dostopa? Ali lahko se te podatki delijo naprej v komercialne ali kakšne druge namene? Skratka, tukaj imate vi veliko vprašajev, preden dopustite, da nekdo pazi na vašega otroka takrat, ko se vam zdi, da vam bo to vseeno malo v pomoč. Skratka, preberite splošne pogoje uporabe, poglejte vse, kar tam piše, če nimate tega časa, če nimate te energije, če nimate nikogar, ki vam pomaga pri branju tega, če nimate znanja, je bolje, da otroka ne nadzirate na ta način. Pa nekaj, zakaj mi dopuščamo, da so otroci tako veliko pred zasloni? Zakaj mi dopuščamo, da to postajajo varuške? Zaradi tega, ker otrokom dolg čas, ker potem so živahni, divjajo, norijo, tako kot je prej Benjamin pokazal, ne? Ampak za začetek, dolg čas je dobesedno zelo koristen za možgane, zlasti za otroške, ne? Dolg čas je gnojilo in nekaj, kar goji kreativnost. Otrok je prisiljen razmisliti, kako bo s tem dolgčasom on upravljal. Kaj bo naredil s svojim časom, ki ga ima zdaj, se mu zdi preveč. In vemo, da pač dosti staršev reče, pa se ne vem, kako bi ga sploh snel z interneta. Če ga znate spraviti v posteljo, če mu znate razložiti, zakaj mora iti v posteljo, zakaj mora spati, če mu znate razložiti, zakaj si mora zobe umivati, ali pa kakšne druge neprijetnosti početi. Recimo, ne sme pojesti toliko čokolade, kot želi, ne? Jaz mislim, da ste mu več kot sposobni povedati tudi, zakaj ne more ves čas sedeti na internetu, ne? Tako da za na pot, recimo, ne, bi rekli nekaj takih reči, ne? Nekaj ključnega. Internet je tehnologija, seveda, ne? Tukaj gre za tehnološke pripomočke. Ampak internet uporablja tehnologijo
ampak ljudje smo tisti, ki internet ustvarjamo, uporabljamo, zlorabljamo. Skratka, mi ne smemo gledati interneta kot nekaj tehnološkega. Je, ampak to je tehnologija, ki jo ljudje postavljamo za ljudi. Ali je pa nekdo plačal nekomu, da to dela nekomu nekaj drugega. Ne? In tudi vsi ti razvpiti algoritmi, umetna inteligenca, vse ostalo, tukaj ni nič objektivnega. To so samo reči, ki še poudarjajo našo človeškost. Recimo tam, če vzamem za primer, ne, v ZDA, ki imajo sistem teh sodnih odločitev, ne, so uporabljali dostikrat algoritme, ne, za pomoč sodnikom. Ne, tam, kjer imaš sistem precedencev, ne, algoritem zlahka najde precedence. In ko so ugotovili, da tisti sodniki, ki uporabljajo take algoritme, ne, ki so objektivni, sodijo še bolj pristrano, še več temnopoltih obsodijo, še več revnih obsodijo, so ugotovili, da pravzaprav ti algoritmi celo poudarijo to pristranost, namesto da bi jo odstranili. Zdaj, če se malo vrnem na te smernice, ki jih je tudi že Benjamin prej omenil, ravno v ponedeljek je bila tiskovna konferenca, na kateri smo predstavili te smernice, ki jih je pripravila neka večja skupina strokovnjakov. Jaz sem imela srečo, da sem bila kot predstavnik Sejfa vabljena v to skupino in lahko tudi posredno pač prispevala naš del znanja. In moram reči, da sem ponosna nad rezultatom, ki smo ga naredili. Ne. To so smernice, za katerimi stoji res ogromna količina ljudi, ki so prispevali svoje znanje, svoj čas. To so bile smernice, ki so bile, ko smo jih začeli septembra delati, je bila ideja, da se bodo narejene v 2 mesecih in zdajle smo sredi maja in so šele prišle ven, pri tem, da smo veliko delali. Ampak izkazalo se je, da je to ogromna reč, ogromno znanje, treba združiti, ogromno ljudi vključiti, ampak zdaj so tukaj za vas. In Safe in Logout smo pa v sodelovanju pripravili tudi neke take zloženke, če mogoče še kar pokažem, kako tole izgleda v živo, ne? Take luškane reči, ki so namenjene vam staršem. Skratka, ki so pravzaprav nek tak pripomoček, ki izhaja iz teh smernic, vsebine smernic in je mišljen kot nekaj kratkega in informativnega za vas. In potem še na Logoutu so pa še točno uskladili, ne, sem ko s temi smernicami te družinske načrte, ki si jih lahko sami ustvarite. Da razmislite, tako kot je Benjamin govoril, naredite družinski načrt, tukaj imate celo pripomoček, ki vam bo pri tem pomagal. In kaj mora vsebovati tak družinski načrt, če mene vprašate, poleg tega tisti pri mizi ne, je nujno to, da bodite, tudi starši absolutno zgled svojim otrokom, ko gre za uporabo naprav. Skratka, da grejo vsi družinski telefoni ob 1 uri zvečer, ne zares spat, se jih nočemo počlovečiti, ampak da grejo na polnilce v skupni prostor, da si nabavite budilke. Ni res, da morate imeti vi v svoji sobi pametni telefon, zato ker potrebujete budilko. Če to naredite, bo imel vaš najstnik zelo kmalu v svoji sobi pametni telefon, zato ker ga imate vi. Zdaj, tukaj imate cel kup nekih nasvetov, kako po pomoč, kam po dodatne informacije. Vsaka od teh strani vas bo vodila še na druge, ko so zelo različne. Recimo varni na internetu se ukvarja z drugačnimi tematikami, recimo z bolj nevarnostmi, za odrasle, za vdori in podobnim. Safe SE je pa mogoče res najbolj plus Tom telefon in Logout, pa tudi časoris. Ne vem, če ga poznate, ampak v časorisu je zelo veliko vsebin, ki vam bojo pomoč pri točno takih rečeh. Tako da vam priporočila, da zagotovo si pogledate tudi takole reč, to, ko ste imela dr. Albert Mergole, pa naš Benjamin pogovor o tem, kakšen vpliv imamo mi s tem, skratka, kako mi vplivamo na otroka s tem nadzorom. Potem vsebine, ki jih nismo morda pokrili v tem seminarju, so morda pokrite v seminarju, ki je posnet na Sejfovih straneh in ga lahko tudi tam pogledate, ali potem za starejše starše. Veliko tega, jaz sem rekla, dajte se pogovarjati z otrokom tudi o neprijetnih vsebinah, tudi o takih, pri katerih vam je nerodno ali kaj podobnega. Na straneh časorisa
In na Sejfovih straneh imate serijo nasvetov, kako se pogovarjati, kako pristopati k otrokom, kako se seznaniti, za kakšne pojave sploh gre. In pa za vse, ki morda želite še več vedeti o varni uporabi interneta, bi vas povabila pa mogoče v jesensko verzijo spletnega seminarja o varni rabi interneta, ki smo ga po okviru Arnesa pripravili. Bo se začel pa šele 17. novembra, skratka ta spet jesenska verzija, ker spomladanska se je nedavno zaključila, 2-krat na leto ga tipično izvajamo, ampak jaz mislim, da vam ne bo žal, če se boste tega takrat udeležili, ker s tem boste pa dobili tiste znanja, ki jih morda tudi zdaj pogrešate. In pa spodbudila bi tudi, če so učitelji med vami, za okviru na Arnesu smo pripravili pač na isti način kot tega za odrasle, samo ustrezno prilagojenega, tudi ravno tak množični odprti spletni tečaj za otroke o varni rabi interneta, za otroke 2. do 3. triletja osnovne šole, ki je pa namenjen kot orodje za učitelja, ki ga lahko pač uporabi pri svojem delu in pri svojem osveščanju. Zdaj bi pa jaz Benjamina prosila, če je on prebral vprašanja, ki so zdaj prišla v tem času, da mi mogoče bi ga začela kar odgovarjati na njih. Ali je prišlo še kaj novega? Ja, pravzaprav je samo eno vprašanje do zdaj prišlo, ker očitno so se naši starši veliko bolj zastavljali vprašanja že pred samo izvedbo. Sicer eno vprašanje je, smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki so izšle pri zdravniški zbornici v preteklih dneh v svojih priporočilih, odsvetuje uporabo zaslonov v vrtcih. Kakšno je vaše mnenje? Hvala in lep pozdrav. V vrtcih. Boš ti začel, Benjamin, ali jaz? Tako jaz začnem, ja. Recimo, glede na to, da bom jaz začel, glede na to, da imam otroka v vrtcu. Mi smo že, mislim, da leto ali dve, na 2020 ali 2019, se ne morem točno spomniti, smo poskušali vzpostaviti eno tako akcijo vrtec brez telefona. Jaz sam, recimo, opažam, kako starši, ki pripeljajo otroke v vrtec, kako pravzaprav nekateri starši tako pripeljajo otroka, da pride otrok z telefonom v vrtec in potem, zdaj pa stran, zdaj pa greš v vrtec. To je prvo, kar recimo mi ni najbolj všeč, in jaz tega ne počnem. Ta način mi ni okej. Druga stvar je pa, ki me pa še bolj moti, je pa, ko so starši pravzaprav oddajajo otroka v vrtcu in so že v službi. In v vrtcu, na hodniku, v garderobi, poleg tega, da otroka oddajajo tam, pa ga še slačijo, oziroma odpremljajo v učilnice oziroma v te igralnice, oni se že na glas po telefonu pogovarjajo, kot da je ves vrtec njihova služba. To je nedopustno. Ta vidik ne. Dajte biti, ne biti taki starši, lepo vas prosim. Druga stvar je pa uporaba samega telefona v vrtcu. Jaz mislim, da otroci ne bodo čisto nič izgubili, če telefonov, tablic in ostalih ekranov v vrtcu ne bodo uporabljali. Zakaj? Zaradi tega, ker obstaja toliko najrazličnejših materialov, igral, miselnih, takih, drugačnih spretnosti in drugih aktivnosti, ki jih lahko otroci delajo v vrtcu in res ne rabijo še dodatno nekih ekranov v vrtcu, da bi se tam da bi tam neko vsebino, spoznavali, kaj se vem, preko nekih ekranov. Jaz mislim, da to v teh najrosnejših tam v vrtcu morajo otroci neke čisto druge veščine, neke čisto druge motorične sposobnosti razviti in ne pa sposobnost enega prsta. Čisto nekje druge je ta kako ne rečem, poudarek. Zdaj ne vem, Maja, boš še ti kaj dodala zraven? Ja, zdaj, jaz majčkeno sem tukaj v nenavadni poziciji, jaz sem sodelovala v pripravi teh smernic, skratka, jaz sem tisti, ki je zraven podpisan in se 100% strinjam s tem, Je pa res, da zaradi tega sem tudi bila izpostavljena recimo temu, veliko razlagam, zakaj. Res veliko za različnih koncev, Za začetek, na primer, dostikrat je poudarjeno, da bi lahko bili zasloni tudi učno orodje, skratka kot nek pripomoček. Izkaže se, da mlajši otroci, pa tukaj ne govorimo o teh od do 2 let, vključno do 24 mesecev, govorimo tudi o tistih, ki so starejši, predšolski,
kar dolgo je tako, da niso sposobni zares dojeti dvodimenzionalnega učenja zaslona. Kaj to v praksi pomeni? Naprimer, delali so analize, kako otrok razume napotke v tridimenzionalnem svetu, pa napotke v dvodimenzionalnem svetu. Skupini otrok so dali na napotke, recimo, kam sem skril igračko, ali pa sladkarijo. Skratka, mi imamo raziskovalca, ki otroku v sosednji sobi, ko pač skrije igračko, in otrok to vidi na zaslonu. Ali pa kuka skozi vrata in to vidi v živo. In se izkaže, da če otrok to vidi v živo, takoj dojame, kje to je, gre direktno tja. V primeru, ko dejansko gleda čisto isto sliko, samo da je dvodimenzionalno na zaslonu, skratka, iz sosednje sobe gleda televizijo, kjer vidi sosednjo sobo, otrok, ko pride okoli vogala, bega. Velik procent otrok dejansko ni dojel, da je to res, da je to realna slika. Skratka, ni se mogel z tega naučiti nekaj, ni dojel tega kot nekaj, kar bi bilo, ni ga angažiralo. In seveda, mogoče še to, ker imamo še zdaj par novih vprašanj, ti otroci, glede na to, da v vrtcu ne bodo izpostavljeni tablicam in zaslonom, verjemite, da ne bodo zamudili te možnosti biti novi, ne vem, ne, dokazano so. Programerji, ne vem, kaj še vse. Ne bodo. Bill Gates in vsi ostali so svojim otrokom prepovedovali zgodno uporabo naprav, vedo zakaj. Tisti, ki nam ustvarjajo ta svet, svojim otrokom to prepovejo. Maja, kam se lahko otroci obrnejo po pomoč? Tom telefon, absolutno. Jaz bi v prvi vrsti obrnila tom telefon. Tam so res strokovnjaki, ki vedo, kako se odzvati, ki se znajo pogovarjati z otroki, in to lahko naredijo anonimno, kar je veliko otrokom zelo, zelo pomembno, in na več načinov. Lahko napišejo mail, chat, telefon. Pri kateri starosti pa lahko recimo otrok dobi svoj prvi pametni telefon, da postane on lastnik? Čim kasneje. Predvsem odsvetujemo lastništvo telefona, ne nujno, da ga dobi, ampak dajte reči tako, jaz ti pri določeni starosti in zrelosti kupim telefon, ampak jaz sem njegov lastnik in podpisala bova prvo pogodbo. Na stranih logouta, tisto, ki sem pač kazala, tam imate tudi to moja prva pogodba, skupaj z otrokom podpišite dogovor, kako se bo ta telefon uporabljal, kakšne so sankcije, če bo otrok pretiraval, počel stvari, ki jih ne sme in tako naprej. Ker če bo lastnik, boste imeli vi veliko več težav s tem, da mu dopoveste, da nečesa ne sme, ker bo rekel, si moj telefon. Toplo odsvetujemo. Točno to. In zdaj, tukaj je pa potem velika dilema, ker veliko staršev pa podleže ravno temu, da ravno s tem mojim prijateljem, sodelavcem sva se danes pogovarjala. Rekel, jaz sem edini starš, in moji dve punci sta edine v razredu, v 4. razredu, mislim, da sta, ki sta še brez pametnega telefona. 4. razred, edini dve. Ostali pa pravzaprav pa imajo, ne vem, že nekateri v 1., 2. razredu že imajo, so lastniki, se pravi, imajo s sabo tak pametni telefon. In še eno zelo pomenljivo stvar je rekel, ta moj kolega, je rekel, glej, sem najprej podobila telefon, če mislim, da imam jaz celo tudi enega še. Trenutno nimam več teh starih mojih telefonov, se pravi, Nokia tisto bo dobila telefon v tistem pravem pomenu za klicanje, ne pa super računalnika, ki omogoča igrice in ne vem kaj še vse. Res... Jaz zelo dobro razumem starše, ki imajo težave s tem družbenim pritiskom. Mislim, to je res hudo. In otroci in starši so pravzaprav izpostavljeni nekemu blaznemu pritisku industrije. Dajte se zavedati. Otroci so tukaj in starši, ste tukaj pravzaprav žrtve neke komercializacije, nekega pritiska, da to nujno je treba imeti. In dejansko je res težko se upreti. Ampak dajte razložiti otrokom, da pravzaprav tudi ostali ne znajo tega, ki dosti uporabljati, in ni res, da si frajer, če to imaš. Zdaj počasi mislim, da prihajamo v svet, ko si frajer, če tega nimaš. Ko si frajer, če rečeš, lej, jaz tega ne rabim, jaz sem cool tudi brez tega. Pomagate otrokom tudi v neko to pozo, čeprav je to res, to ni laž. Zdaj je pogum ne imeti tega. Jaz grem v sosednji prostor, če sekundo vrnem, vam nekaj pokažem.
Ja, in ta pritisk je zelo problematičen, ko so med Jaz sabo. delam na Arnesu. Tam so ljudje, ki so zelo tehnološko osveščeni in tako naprej in imajo radi najnovejše naprave. In jaz imam hude težave, ker jaz še vedno in hočem in bom uporabljala takle telefon, malo slabo se vidi, na tipke. To je Nokia. Nokia s tipkami. Jaz te imam, nihče na Arnesu in nimam, ampak jaz z njo dokazujem, da lahko normalno vse delam brez težav. In bom vztrajala na tem, ker je možno. Ne? Ampak zato je treba, dejansko se je treba že kar malo pomujati, no, da si upaš. Žal. Jaz mislim, zdaj, glavna stvar, ki bi rad recimo jaz poudaril, glede na vse vaše vprašanje, smo res hvaležni za vsa vprašanja, ki ste jih nam posredovali, res, ker nam odpirate, kaj so tisti problemi, ki jih želite rešiti. Ampak včasih, mislim, ko jaz prebiram ta vprašanja, ki ste jih vprašali, recimo, kako ugasniti, kako preprečiti, kako pogledati v neko komunikacijo. Vse te stvari je recimo možno. Vi lahko pogledate s pomočjo raznih aplikacij, ki jih namestite na otrokov telefon, kaj je on pogledal, katere spletne strani je obiskoval, onemogočiti, da določeni spletne strani obiskuje, ampak potem otroci zelo hitro začnejo nek dvojni račun si izmišljevati, imajo potem eno nastavitev za očija in za mamico in eno nastavitev, ta jako, tisto, ki pač udari, ki lahko gre all in, kar želi. Mogoče res, kar želim, da odnesete od današnjega srečanja, je to, da nadzor ne pomeni, da vi namestite aplikacijo, ampak nadzor pomeni, da vi se s tem problemom ukvarjate. Ker običajno v tem našem svetu, ko si vi namestite aplikacijo, vi rešite problema. Imate aplikacijo, vreme, pogled kako je vreme, 15 stopinj, super, rešeno. Vem, pri otrocih žal ni to. Otroci niso enako kot aplikacija. Meni je ful žal in sam kot oče dveh, vem, da pač zahtevajo svojo energijo, svoj čas, svoje tegobe in imam, mislim, ne bom rekel, da imam vse urejeno, imam veliko problemov pri zagotavljanju vseh teh. In mogoče recimo, če imate enega starejšega, enega mlajšega, potem se ravnamo po tistem mlajšem, in poskušamo pač ne, da zdaj, če je starejši recimo 10 let, tam ali pa 5 let, potem pa lahko delata, kar želita. Dajte res gledati na celo familijo in vsakomur gre potem svoja odgovornost. In res, dajte predvsem tak nadzor vzpostaviti, ne v smislu aplikacije, ampak nadzor v smislu omejevanja časa, skupnega sedenja, ukvarjanja s problemi, pogovarjanja, vzpostavljanja zaupanja pri uporabi in iskanju recimo, kakšne stvari so otroku všeč. In zelo težko je pa seveda tudi v teh koronskih časih razmejiti ta čas, se pravi, zdaj je računalnik čas, zdaj pa ni računalnik čas, ne, ker je pouk, tretjo, zdaj je čas za delo, zdaj pa čas za zabavo, da je tudi lahko čas, ki je pred računalnikom, je lahko čas za delo, ampak seveda zelo težko pri tistih najmlajših to, oziroma recimo neka druga triada to vzpostaviti. Jaz se zavedam, da je to problem, ampak dajte, ukvarjajte se s tem problemom in dajte na tak način vzpostavljati ta nadzor, da imate vpogled v to, kaj se dogaja. Jaz bi mogoče še nekaj dodala, pogovor. Če se z otrokom pogovarjate, boste s tem zmanjšali možnost, da bo žrtev nasilja, ne da bi vam povedal, ne? Da bo naletel na neke grozljive zadeve in se vi tega ne boste zavedali. Ne? Da boste tudi počasi vedeli, kaj vse je našel. Ne? Tudi če najde recimo pornografijo, česar si starši tako malo je malo joj ne, sem tega ne, ampak dajte vedeti, če ste vi videli, da je na to naletel, če ga spodbudite, ti mi lahko poveš, kaj si najdel, tudi če ti je neprijetno, tudi če ti je čudno, z mano se lahko pogovoriš. To je pravzaprav tisto, kar je najbolj pomembno. Tudi v tem delu sveta, internet je za otroke bistveni del sveta. Zelo pomemben. Pogovarjati se morate o njih. Ne morate jih ignorirati in odmisliti in samo zafiltrirati. Žal, tako enostavno. Ne more iti za dobro otrok, seveda. Ok, ura je 7. Še zadnja prosojnica. Milo, se vam najlepše zahvaljujemo. Hvala, ker ste nas poslušali. Lep pozdrav.
Pa ta posnetek bo zdaj še nekaj časa tako na voljo z časovnim zamikom, potem bo posnetek na voljo in na YouTubeu in bo še na Arnesovih straneh, na videoportalu, skratka na več koncih bo dostopen, tako da, če vam je bilo zanimivo, povabite še koga, da ga pogleda. In hvala za vsa ta vprašanja, ker so bila zelo, zelo informativna in tudi pomembna za vse nas. Adijo.